s tem zapiranjem javnega življenja, tudi nekako za to svetovno recesijo, trgi dela so se močno v bistvu zatresali, ne. Obenem se je pa prek pospešenih digitalizacij nekako smo si utrli malo hitrejšo pot v to prihodnost dela, ne. Recimo naš glavni izvršni direktor je ob eni priložnosti, Satja Nadella, je rekel, da smo nekako v 2 mesecih videli za 2 leti digitalnih preobrazb, ne. Se pravi, mi smo namesto, da bi 2 leti čakali, dosegali en tehnološki napredek v samo 2 mesecih. 50% delodajalcev načrtuje neko pospešeno avtomatizacijo dela. Od tega recimo 80% jih bo krepilo in okrepilo digitalizacijo nekih poslovnih procesov. Se pravi, kaj to pomeni, ne? Pomeni, da nekatera delovna mesta, ki danes obstajajo, se ne bodo nikoli več vrnila ali pa ki so morda obstajala pred krizo. Obenem je pa tudi dejstvo, da bodo nastala pa nova delovna mesta, ki zahtevajo od nas neke popolnoma nove veščine, tudi mehke veščine in pa tudi ena povsem nova znanja, ne. Obenem se bodo spremenila pa tudi tista delovna mesta, ki pa že obstajajo, se pravi, zahtevala bodo neka nova znanja in pa spretnosti, ne, tako imenovani reskilling, o katerem zelo velikokrat govorimo, ne. Jaz mislim, da je za nas vse bistvenega pomena, da se lotimo tega reskillinga, tudi na področju digitalizacije, predvsem zato, da bomo uspešni bodoči iskalci zaposlitev, obenem pa tudi, da se usposobimo za naša obstoječa delovna mesta. Po izkušnji, ki jo imamo do sedaj z predmeti, ki se imenujejo računalništvo in pa informatika. Več ali manj so učni načrti teh predmetov danes, to vam lahko tudi otroci potrdijo, usmerjeni v koncept programiranja. Usmerjeni v koncept, kjer pravzaprav gre za naravoslovni predmet računalništva in pa informatike. Mi pa danes potrebujemo en predmet, ki bi se imenoval nekako veščina digitalnega pridobivanja znanja, kjer je potem ta koncept naravoslovni, se pravi, kako se programira, ne, kako se uporablja programe, pomemben, ne pa edini. Mi se moramo najprej začeti pogovarjati, zakaj sploh potrebujemo, s kakšnim namenom ta znanja računalništva, zakaj potrebujemo umetno inteligenco, kdaj nam ona lahko pomaga. Šele v naslednjem koraku pa potem, kako je, bom rekla, čisto matematično s formulo strukturirana in kako do nje pristopiti. Res je, 7 let je katastrofa. To bomo morali narediti hitro, ne? Vendar pa hkrati tudi zelo široko in pa poglobljeno. In tule je tisto, kar jaz zdajle pričakujem, da bo tudi vsa naša stroka združila moči, pa tudi, bom rekla, hitrost, zato da nam bo predlagala, kaj je za potrebe naše družbe. Ne? Tisto, kar sem rekla na začetku. Majhne, ampak družbe z visokim intelektualnim potencialom, tisto najbolje, da naredimo. V slovenskem izobraževalnem sistemu imamo sicer imamo obvezni predmet v letni posredne šole za splošne gimnazije, ki naj bi s tem bil namenjen, in potem imamo poleg tega še izbirne predmete v osnovni šoli. Vendar zapiranje dokumenta samo po sebi je vse veliko premalo, če želimo doseči tiste stvari, ki smo jih prej slišali, namreč roboti bodo ukradli, če si zapisal, bodo ukradli naša delovna mesta. To je res, če jih ne bomo obvladovali. Robote bomo pa lahko obvladovali za znanja. Če do znanja ne bomo imeli, in to je pa prav to specifično znanje računalništva in informatike, pa to niso samo splošne kompetence, o katerih se govori v Digikom okvirju, ampak gre za temeljne znanja, tega preprosto ne bomo mogli narediti. Ta prva stvar, ki se problemov lotimo z osnovnim orodjem, ne, zdravo kmečko pametjo, ne, in pač poskušamo resnici problem razumeti. Ne. Potem naš pristop je, da ga najprej rešimo na roko. To pomeni, da se spravimo v prakso in ga poskušamo razumeti, ne, v polnem pomenu besede. No in potem šele gremo naokoli po svetu pogledati, kaj že o tem podobnih problemih vemo, kaj so ljudje objavili, kako se jih rešuje. Zdaj, umetno inteligenco mi razumemo kot eno izmed orodij, ne, ki jo uporabimo takrat, ko imamo tak problem, ki ga umetna inteligenca lahko reši. Umetna inteligenca in druge prebavne tehnologije so super orodja za primerne probleme, ne pa neke generalizirane škatlice, in ljudje smo tlele, se mi zdi, izjemno pomembni pri razvoju tega znanja naprej.